Dragi prijatelji knjig, ko pade noč, zasvetijo luna in zvezde. Naredi se drugačen dan. Dan, ki ga osvetljuje domišljija, dan, v katerem se zalesketajo oddaljeni, pozabljeni svetovi, zazvenijo legende in spomini in zdi se, da se povezujemo z vsem, kar obstaja. Svet se spreminja in prebuja s knjigo v roki. Z branjem prižigamo luč prihodnosti. Biti ali ne biti? To je zdaj vprašanje. Noč knjige pa je naš odgovor nanj. Nocoj bodo na leposlovnem oddelku knjižnice Brežice zašelestele breze. Z belokranico Ivano Vatovec se bomo pogovarjali o njenem najnovejšem romanu, kjer šelestijo breze. Prepletali bomo dogodke, izrisovali like kmečkih ljudi, njihovih značajev, se dotaknili mitološkega junaka Jurija. Vse to pa pospremili z glasbo. Elizabeto in Dragutina Križaniča vabim, da nas pesmijo Dve beli brezi popeljeta v naravo na čudovito jaso. Izvolite. Skriti jasi, cvetni maj, telo drhteče v duši raj, v očeh ljubezni vroč sijaj. Telo drhteče v duši raj, v očeh ljubezni vroč sijaj. Dve beli brezi v megli gaj, na jasno noč spovika kraj. Odpada listje, ko vzdihljaj, kdo moj deklič te ljubi zdaj. Odpada listje, ko vzdihljaj, kdo moj deklič te ljubi zdaj. Bela krajina. Tako čarobna, skrivnostna in lepa. Po zimi snežno bela, spomladi živo zelena. Poleti kipeča in medeča, jeseni naravno plodovita, vriskajoča in zlato rdeča. Vse to je bela krajina. Biser o biseru. Ivana, z Bele krajine po rodu prihajate tudi vi. Že kar nekaj let živite v Brežicah, pa vendar sem prepričana, da ima Bela krajina za vas še vedno poseben pomen. Kakšen in kako bi nam predstavili to pokrajino? Ja, pri meni je to malo komplicirano. Začelo se je že pri mojem rojstnem datumu, ki je bil na matičnem uradu vpisan v knjigo rojstev z 10-dnevno zamudo. Oče je Štajerc, njegovi starši so se priselili iz Primorske v Loče pri Poljčanah, mama Belokranica, jaz sem rojena v Gudurici, no od 3. leta do konca srednje šole sem živela v Dobličah pri Črnomlju, zdaj sem pa že čez 40 let v Brežicah. Ampak kljub vsemu temu se imam jaz za nič drugega kot za Belokranico. Za mene je, tako kot ste rekli, zima brezmadežno bela, pomlad je najprej bela, potem so vsi toni zelene, kolikor si jih lahko predstavljaš. Potem poletje je vojn po senu in
srebrnina Kolpe, jesen je spet v različnih prelepih, toplih barvah. No in skozi vse to pa se mi zdi, da se prelivajo breze tudi od svojega zelenila do zlato-rumene barve, do tistih belih debel, neskončni stelniki in neskončno število brez. Raj. Se pogosto vračate v ta raj? Kolikor se da. In vedno z veseljem. In nekaj najlepšega je, ko se tam, ne vem koliko to kdo pozna, v Kanižarici se cesta odcepi za Dobliče in potem po enih 2 kilometrih se odpre pogled na Dobličko goro, Rodine, Mirno goro in to je najlepši pogled na svetu zame. Obstaja pa več razlag, po čem naj bi Bela krajina dobila ime. Nekateri menijo, da je ime dobila po značilnih belih oblekah. Drugi so prepričani, da so prste vmes imele značilne breze, spet tretji pa menijo, da je ime dobila po belih Hrvatih, ki so v zgodovinski stiski postali beli krajinci in so jih že Valvazor, Linhart, Kopitar in Trdina ločili od črnih krajincev, Dolencev ter pravih krajincev. Katera izmed razlag je prava, morda celo neka četrta? Jaz bi rekla, da je vsakega nekaj verjetno, ampak če izhajam iz sebe, jaz mislim, da je veliko imajo pri tem bele breze, ker jih ne vem, če jih je kje toliko, ko jih je tam. Potem je tudi ta narodna noša, ki je snežno bela, pa še nekaj je. Tam so tudi kamni in te velike skale in vse to, kar se tam najde, to je vse tako zelo belo. Kakšno pa je nasploh življenje v Beli krajini? Za moj pogled, zdaj ne vem, mogoče sem se že malo od tega tudi, kako naj rečem, drugače to zdaj gledam, ampak jaz imam občutek še vedno, ko pridem, da tam čas teče drugače, počasneje, da nekako drugače utriple, bolj mehko, no. Belokranjci ste, oziroma so ljudje, ki gotovo bolj kot katerikoli Slovenec vedo, kaj je svoboda, kaj samostojnost in kaj neodvisnost. K tamkajšnjemu prebivalstvu lahko na nek način prištejemo tudi svetega Jurija, krščanskega vojaka in viteza, ki goduje prav na današnji dan. Dan, ki simbolizira vrnitev pomladi v naše kraje. V Beli krajini obhajajo praznik Jurjevo 24. aprila, na Hrvaškem in tudi na Koroškem pa 23. aprila. Legenda pravi, da je Jurij prijezdil do Kolpe, ker pa ni imel groša za plačilo brodarja, mu je moral oddelati dnino in s tem je v Belo krajino prišel dan pozneje. Drug, sicer nezanesljiv vir pa pravi, da sta datuma različna zaradi meja škofij. Jurjevo oziroma jurjevanje je v Beli krajini živ ljudski običaj. Zanima me, kaj je značilno zanj, kaj se v teh dneh tradicionalno odvija v teh krajih. Ja, legend je res več, zdaj verjetno nekaj od tega lahko se verjame, lahko se ne. Včasih je bilo to v naših krajih, no še jaz se spomnim iz mojega otroštva, da je bilo Jurjevo praznik, to je bil praktično začetek pomladi, ko so bile dolge zime, to je trajalo tam nekje do marca meseca, včasih je bil sneg še dlje in potem so breze ravno ozelenele do Jurjevega, ne, in takrat fantje so nasekali teh mladih vej in so iz teh vej naredili koš, tako da so ga na vrhu zvezali in ta koš so dali na enega malega fanta, ki so ga dali vmes medse in potem je šla povorka od hiše do hiše. In potem so tudi peli to Jurjevo pesem, da so dobili kaj svojo košaro, jaz zdaj čist na pamet ne vem te pesmi, ampak spomnim se, da je bilo to tako: prošelj je prošelj, pisani vuzem, došelj je došelj, zeleni Juri, donesel je peden dugo travico, laket dugo mladico, dajte mu dajte, Jurija darovajte. No, jaz sem si zapomnila, dajte mu vina, da mu ne bo zima. No in potem seveda so gospodinje v to košaro dale, kar so pač imele, da bo dobra letina. Morda še kakšen spomin z otroških let na jurjevanje?
Spomnim se, smo še zelo v nižjem razredu osnovne šole, da smo, ko je bilo prvo jurjevanje, da smo šli peš, to je bilo 6 kilometrov, in smo šli otroci v skupinah, da smo to videli, in to je bilo nekaj prekrasnega. To je bilo prvo jurjevanje, drugače pa se pravi, tako po vaseh na samo Jurjevo so pa že tudi s tem zelenim jurjem hodili od hiše do hiše. Kaj pa kolo, zaplešete kdaj doma? Včasih sem bila tudi pri folklori, moram povedati, in to je bilo tudi eno najlepših obdobij. To smo imeli še, ko sem bila 4 leta v Črnomlju, pri Begradu v službi, smo imeli svojo folklorno skupino, smo si tudi s svojim delom zaslužili za noše, tako da smo tudi nastopali in to je bilo res enkratno. Torej ni samo jurjevanje Jurjevo, ampak je danes tudi dan, ko obeležujemo Svetovni dan knjig in avtorskih pravic, ki se zgleduje po prazniku svetega Jurija, v katerem so Katalonci v en praznik združili več običajev oziroma praznikov. Tudi praznik vrtnic, ki izvira iz 17. stoletja, in dobili dan, na katerega so fantje dekletom podarili vrtnico, lepoto, one pa njim knjigo oziroma znanje. Praznik je tesno povezan tudi s književnostjo. Tega dne, leta 1616, sta umrla znamenita književnika Miguel de Cervantes in William Shakespeare. Tudi naše druženje bomo v nadaljevanju literarno obarvali s predstavitvijo romana Kjer šelestijo breze. Predtem pa vabim Elizabeto in Dragutina Križaniča, da nam predstavita pesem z naslovom Vsa si pesem. Gre za verze iz ene od pesniških zbirk naše gostje Ivane Vatovec, ki sta jih prav za današnjo priložnost uglasbila Zakonca Križanič. Vsa si pesem, ko v stoterih spletih mehko melodijo trosiš, ko jo z mladim vetrom od okna do okna nosiš. Sonce dihaš, sanje pleteš, brusiš bisere v slaku, v brezju nihaš, v klasju cveteš, širiš modro dlan na nebu. V brezju nihaš, v klasju cveteš, širiš modro dlan na nebu. Širiš modro dlan na nebu. Hvala. Ivana, sedaj ste objavili 5 romanov in 2 pesniški zbirki. Roman Kjer šelestijo breze je konec lanskega leta na 300 straneh izšel pri Mohorjevi založbi v Celovcu. Roman ima osebno posvetilno noto. Komu ste ga posvetili in zakaj? Jaz bi najprej samo popravila, moje 2 romana sta v soavtorstvu z Rudijem, tako da ni vseh 5 mojih. Drugače pa ta zadnji roman je posvečen moji mami, ker se mi je zdelo, da si je več kot zaslužila s to svojo potjo, ki jo je mogla prehoditi, vsaj kolikor sem jo jaz poznala. In mislim, da je bila to moja moralna obveza do nje. Roman govori o odhodu številnih Slovencev po 2. svetovni vojni na izpraznjena posestva v Vojvodini, Gudurico, vas blizu romunske meje, kjer so dotedaj živeli napredni nemški kmetje, se spomladi leta 1946 sama odpravi junakinja romana Iča.
Po desetletjih garanja za blaginjo obupa in se z družino vrne domov v Slovenijo. Prepletajo se dogodki, izrisujejo se liki kmečkih ljudi, njihovih značajev, glavna junakinja pa vdano vleče svoj voz, nenehno natovorjen z delom, skrbmi, težavami in vendar tudi svetlimi dnevi. Zakaj ste se odločili popisati to tematiko, težko, a na trenutke tudi pozitivno svetlo? Kolikor sem bila jaz seznanjena, nisem nikjer zasledila, da bi že v taki obliki izšlo kakšno delo. No, potem sem nekajkrat na televiziji zasledila, da je bila oddaja o teh preseljenih Slovencih, ki so bili po drugi svetovni vojni kolonizirani v Banat, vse so bili tudi drugam, ampak mene je najbolj to zanimalo. S tem, da je bil tudi moj rojstni kraj, Gudurica, večkrat sem to videla in potem sem začela razmišljati, da bi bilo to prav, da to združim, to mamino življenje in to njeno pot. Da sem se potem nekako opogumila. Gre za spomine ali morda tudi kakšne druge? Moram povedati, da sem si zastavila to na čisto tak način, kot se je dogajalo. Resnična so imena oseb, resnična imena krajev. Tu se nisem za nikomer skrivala, tako da je bilo treba potem veliko tega pregledati. Treba je bilo stopiti v stik s še živečimi strici in tetami, ki jih je že res zelo malo in tudi vsak po svoje se tega spominja, tako da je bilo to kar precej težavno, no pa tudi dvakrat smo obiskali Gudurico, da mi je tudi to dost pomagalo, ne. Čeprav jaz, ko smo mi šli iz Gudurice, jaz sem takrat imela 3 leta, imam samo 2 slike. In sicer hiša kot taka, tam so bile te velike kapije, zelena vrata, lesena, in spomnim se teh vrat, dvorišča in enega fantka, ki je bil od oficirja sin in je imel trokolo, zeleno-rdeče. In je včasih prišel k nam in potem nam je dovolil, da smo se tudi mi vozili in smo rekli, zdaj se pa peljemo v Vršec. Spomnim se ulice, tako je šlo malo breg, pa je bila cela vrsta cvetočih dreves, to je bilo verjetno zadnjo pomlad. Kaj pa fotografija na platnici knjige? Simbolična ali iz vašega osebnega arhiva? Ne, to sem pa jaz kmalu po prihodu in to je na stopnicah hiše, kjer je bila moja mama doma. To gor više je še stara mama stala, ampak vzeli so samo ta spodnji del. Omenili sva že, da je glavna junakinja romana Iča, ki je pri 26 letih 4 najlepša leta ukradla vojno. Gre za Kruhom, v tujino. S poglavjem, poimenovanim po njej, začnete in zaključite roman. Vmes opisujete navidezno trdnost otrok ob odhodu, železniške postaje in vožnje z vlakom, ob katerih se zdi, da se je z vonjem vlaka spojilo pričakovanje nečesa lepega. Kolesa ob tračnice udarjajo svoj ritem in zdi se, da sprašujejo, kam greš, kam greš, kam greš. Z vojno so prišle številne zgodbe. Lačnih ust je bilo pri vsaki hiši veliko, delovnih rok pa premalo. Bila je tudi svoboda, vendar polna grenkobe in bolečin. Polna trpljenja mater, ki so izgubile sinove in može. Pravimo, da so čustva proizvod naših misli. Kako ste se počutili med pisanjem teh vrstic oziroma med pisanjem pripravo tega romana? No, to sem že prej malo omenila. Precej težko nalogo sem si zadala, ne? Ker kolegica me je vprašala na Koroškem in rekla, kako si pa to upala, da si kar vsa imena taka, kot so. Ja, jaz mislim, da je potem bolj identično vse skupaj, če se za nekom ne skrivaš. Jaz mislim, da če bi si zamenjala ime, da potem to ne bi bila jaz, ne.
Je pa res, da je to dvorezen meč, po drugi strani si pa ne dovoliš povedati vse tisto, kar bi mogoče, če bi se skril za enim drugim imenom. Koliko časa pa je nastajalo to pisanje, to delo? Da kar ene 2 leti. Je bilo potrebno vmes prekiniti, malo zadihati ali je šlo? Ne, je šlo, ampak enostavno žensko pisanje ni enako kot moško pisanje. Ne? Ženska piše, ko ima čas, ne? In če ima čas, mora imeti tudi inspiracijo, in če je nima, je to že spet problem. Tako da treba se prilagajati. Mogoče tudi zato je malo dlje časa trajalo, pa tudi zaradi tega zbiranja podatkov. Moram povedati, da mi je zelo žal, da nisem še kaj več vprašala, dokler sem imela koga, ker ko nimaš koga več vprašati, je pa ostanejo praznine. Zelo lep je tudi uvod v sam roman, bi ga lahko slišali. Čudno je to. Živiš pol stoletja v kraju, ki ga imaš za svojega, v kraju, od koder pravzaprav izhajaš. Potem pa prideš tja, kjer si se rodil, in komaj zagledaš napis na obcestni tabli, te prevzamejo neznana čustva, ki jih niti ne znaš opisati, vendar so tu in te pretresajo, kot bi prišel na zapuščeno staro stezo in bi našel sledi tisnjene v čas. Nekaj domačega je v teh črkah na tabli, v meni budijo radovednost, ki me žene naprej. Mogoče, a bolj verjetno bi se to lahko imenovalo kako drugače, je bolj potrditev, da kraj, kjer smo se rodile, obstaja, da je otipljiv in da bomo našle tudi hišo, kjer smo se rodile. Ko pozneje stojimo pred hišo, kjer se je začela naša življenjska pot, se od nekod, kdo ve odkot, zgrne nad nas vse, kar smo vedele o mami, očetu in njunih sorodnikih. Iz globin spomina se začnejo trgati dogodki, ki so bili vezani na naše življenje in vse, kar se je dogajalo okoli nas. Najprej je bil to majhen potok, ki pa se vsakim pritokom, s vsakim letom, ki je minilo, povečeval in nazadnje je skozi naše spomine tekel že kot mogočna reka, ki nas je pripeljala po več kot 50 letih do hiše na Prešernovi ulici v Gudurici, občina Vršac v Srbiji. A najprej je bil izvir, Studenec, potoček, ki se je imenoval Iča. Čisto na začetku romana, ko Iča sede na vlak, tam sreča tudi mlad par. Poleg vseh mogočih govoric, srbščine, hrvaščine, madžarščine, romunščine, makedonščine in še katerega jezika, sliši slovenščino. In tega se zelo razveseli. Posebej jo navduši novica, da se bodo z mladim slovenskim parom lahko sporazumevali v slovenščini. Sklenejo, da se bodo večkrat srečali in tako tudi v tujini obnavljali slovenščino. Kakšen pa je vaš odnos do slovenščine? Zanima me, ali smo Slovenci dovolj spoštljivi do svojega jezika. Ja, to je pa dobro vprašanje. Bojim se, da nismo, ne? Ne vsi, ampak večina. In se bojim, da se slovenskemu jeziku pišejo še slabši časi. Danes, ko je ravno svetovni dan knjige, veliko prebiramo prevedenih romanov. Ste med prebiranjem romanov ostalih del pozorni na to, kakšen je prevod? Velikokrat najdem kakšne cvetke, ja. Kateri je pa na primer vaš najljubši, recimo slovenski avtor, in kateri vaš najljubši tuj avtor? To je pa zelo težko mi odgovoriti. Jaz ne morem reči, da imam nekoga najljubšega. Jaz berem vse, kar mi pride pod roke, in to že od malih nog. Komaj sem se naučila brati, jaz sem v šolski knjižnici, ki je bila ena navadna dvokrilna omara, 1,5 metra visoka, v tisti omari so bile knjige in to smo enkrat na mesec imeli dostop do nje, da smo si izbrali knjige in brali.
In seveda ta knjižnica je bila premajhna za moje potrebe in jaz sem potem hodila po vasi, kdo je imel kakšne knjige, takrat so bile slovenske večernice pretežne vrsta knjige, ne. In sem si to sposojala in sem brala, tako da jaz sem zelo rada brala naše avtorje, ne. In še zdaj, ko berem iste stvari, ko sem jih brala takrat, vidim, kako to drugače z leti potem gledaš, ne. Predvsem Jurčiča, to je neverjetno, kako ti to, mislim, kakšna žlahtnost je to. Skratka, ne vem, nimam najljubšega, berem pač, kar se mi zdi, da je dobro, no. Kdaj ste pa sami začeli z ustvarjanjem? S temi kratkimi spisi, pravzaprav že skozi iz osnovne šole, mi smo imeli tudi šolsko glasilo, že takrat so mi objavljali te spise. No, potem pa take priložnostne verze, no, potem sem se malo opogumila, ker se mi je zdelo, da mogoče bi pa le kaj bilo, ne, in sem poslala na razpis za JSKD, ki je imel, to je bilo leta 1979, sem napisala eno prozno delo in eno pesem. In bila sem izbrana zaradi pesmi, ne, ker sem mislila, da jaz ne znam pesmi sploh pisati, ampak, no in pol se je to razvijalo tako naprej, malo smo se izobraževali preko javnega sklada, to nam je veliko prav prišlo. Bolj resno pa potem, ko je Rudi tudi, ki je veliko pisal, da me je malo, da mi je dal malo samozavesti, ker jaz to ne bi dala tako na svetlo. Prej ste rekli, da sta dva romana išla v soavtorstvu. Kako pa si takrat razdelite delo? Ja, zdaj, Rudi je bolj za zgodbo, jaz sem pa potem za dodatke, olepšave in take stvari, za lirične dodatke. Bi želeli našim obiskovalcem izdati še kaj z predstavljenega romana, Kjer šelestijo breze? Pa ne vem, jaz mislim, da je treba to prebrati, no. Ker težko bi rekla, da je zdaj tu nekaj, kar mi je tako posebej pri srcu. To je pač ena taka zgodba, ki, ne vem, če jo danes mladina bere, to ne morejo niti razumeti, da se je to sploh tako dalo živeti, ne. To je ena taka, kako naj povem, takrat smo bili, v tem mojem času smo bili, vsaj v naši vasi, vsi smo bili revni, no, ampak eni smo bili še malo bolj revni, tako je bilo. In to je opisano v tej knjigi, tako da, ne vem, nimam nekih posebnih delov, da bi jih izpostavila. Torej, knjiga vas čaka, da si jo preberete, da to zgodbo si predstavljate tudi sami. Pogovorno pravimo, da se ljudje radi vračamo domov. Midve sva se s pogovorom vsaj delno vrnili v vaš rojstni kraj. Besede so med knjižne police sprejele roman Kjer šelestijo breze, streho nad glavo oziroma dom, pa smo z današnjim druženjem ponudili tudi Noči knjige, ki smo jo v takšni obliki v knjižnici Brežice letos izvedli prvič. Ivana, hvala, da ste nam košček za koščkom odstrnili svoje zgodbe. Najlepša hvala, pa še veliko ustvarjalnega navdiha. Hvala pa seveda tudi vam, dragi prijatelji knjig, da ste zvezdo v letošnji Noči knjige prižgali tudi vi. Obkroženi s knjigami smo vam podarili znanje, s podarjenim cvetom pa lepoto. Ob tem se za donacijo iskreno zahvaljujemo Cvetličarni Žičkar. Tudi v bodoče toplo vabljeni v knjižnico. Sobo iz samih knjig, kjer po dnevi ali po noči lahko odpotujete v pisane svetove. S tem zaključujemo uradni del večera, vabljeni seveda, da Ivani, naši gosti, zastavite še kakšno vprašanje, kasneje tudi vabljeni na manjšo pogostitev, prepričana pa sem, da nas bosta Elizabeta in Dragutin posrkljala še s kakšno skladbo.